Dober dan, dragi prijatelji, prijateljice, dragi pohodniki, člani študijskega krožka Svet pred domačim pragom. Čudoviti dan je danes, zimski dan, in v tem lepem zimskem dnevu se bom podala skupaj z vami na Sladko goro. Saj veste, prehodili smo že to pot poleti, po zimi in tudi v jeseni. Zato skupaj z vami in z mislijo na vas bomo kar začeli. Tako, dragi prijatelji, prišli smo na razpotje. Ene poti vodijo na levo, druge na desno in naša pot pelje na desno, Sladko gore. Torej se bomo podali naprej. Tako, prispeli smo na Sladko goro. A veste, kako je Sladka gora dobila ime? Gora kot gorca. Sladka, seveda po sladkem vincu, ki ga tukaj pridelujejo vinogradniki. In tako je ime dobilo Sladka gora. In naš Anton Martin Slomšek, ki je bil rojen nedaleč tukaj na Slomu pri Ponikvi, je napisal: sladko vince piti, to me veseli. Za menoj je čudovita baročna cerkev Matere Božje. Biser slovenske v bistvu arhitekture in tega dela Štajerske. O tem biseru bomo slišali, ko bomo se sprehodili po njeni notranjosti. V rokah držim knjigo Skriti biser, zbornik župnije Sladka gora. Zelo natančno in z veliko mero raziskovalnega duha je knjiga izšla ob 250-letnici posvetitve župnijske cerkve na Sladki gori, in sicer leta 2004. Takratni tukajšnji župnik, gospod Rok Metličar, je bil pobudnik izdaje tega zbornika. Zbornik je zelo zanimivo čtivo in ga priporočam.
Kdorkoli želi bolj natančno spoznati to življenje in vse skrite kotičke tega lepega kraja. Seveda v naši knjižnici je na izposojo in čim prej pridite in si jo sposodite. Zdaj pa gremo proti cerkvi, da si od bližje pogledamo ta biser, se razgledamo po naši lepi Sladki gori. A ni čudovita. Poglejmo si še sedaj notranjost in spoznajmo zgodovino tega čudovitega bisera, sladkogorskega bisera. Smo v prekrasni baročni cerkvi Svete Marije na Sladki gori, ki predstavlja izjemno velik umetniški spomenik z obdobja baroka in je pravzaprav kot cerkev, tako na zunaj kot tudi v notranjosti, eden izmed najbolj vrhunskih spomenikov baročne umetnosti v Sloveniji. Na tem mestu je pravzaprav, preden so to cerkev zgradili, že stala prejšnja cerkev Svete Marjete, ki je bila zgrajena nekako v sredini 14. oziroma začetku 15. stoletja. Ker pa se je potem v začetku 18. stoletja tu zgodilo neko sporočilo, neko prikazovanje in so začeli sem prihajati v staro cerkev Svete Marjete romarji, je potem bila prejšnja cerkev premajhna. Zato se je lemberški župnik Janez Mikec, namreč cerkev je bila takrat podružnica župnije v Lembergu, odločil, da prične graditi novo cerkev. Za to cerkev je seveda dobil dovoljenje in kako prosi za dovoljenje je naslikano na korni freski in je potem leta 1744 pričel z gradnjo te cerkve. Uspel je pritegniti najbolj vrhunske umetnike tistega časa, ki so delovali v našem slovenskem prostoru. Arhitekturo je izdelal Jožef Hofer, ki je takrat tudi bil en vodilnih baročnih arhitektov, k vsej ostali opremi, umetniški podobi cerkve, pa je seveda takrat pritegnil vse tiste, ki so že v tem prostoru Štajerske, pa tudi izven, pomenili najvišjo možnost ustvarjanja na področju umetnosti. Tako je nastala že po zunanjosti, po načrtih Jožefa Hoferja, zunanjost te cerkve, ki je izjemno lepa. Namreč in tudi zanimiva, prav baročna, saj so vsi zunanji robovi cerkve zaobljeni. Ne vidimo skoraj da nobenega kotastega dela cerkve na zunaj, pa tudi sama streha je razgibana, predvsem pa pročelje cerkve, se pravi vhodni del, kjer imamo nad vhodom gor kamnite kipe, ki jih je izdelal mariborski kipar Jožef Štraub. Za notranjost, opremo notranjosti cerkve je Janez Mikec uspel pridobiti takrat že uveljavljenega slovenskega freskanta Frana Jelovška, ki je bil sicer doma iz Mengša in je prednji je poslikal cerkev na Sladki gori, poslikal cerkev Svetega Petra v Ljubljani. Fran Jelovšek je to cerkev poslikal v smislu seveda sporočila tistega časa, ker je bila cerkev seveda posvečena Mariji, je glavna poslikava v kupoli, so prizori Marijinega življenja, pa tudi
Večina drugih prizorov je seveda iz Marijinega življenja. Posebej so pa zanimive poslikave, kjer je Fran Jelovšek naslikal prizore, kjer se ljudje mučijo, umirajo, zdravijo v tistem času in so s takimi problemi prihajali tudi na Sladko goro. In te poslikave so tudi označene s posameznimi številkami in zanimivo je zato, ker tudi študentje medicine v času svojega študija, ko imajo predmet zgodovina medicine, prihajajo sem na Sladko goro in na osnovi nekaterih teh poslikav lahko vidijo, kakšne bolezni so takrat bile, kaj je bilo tisto, kar je bil glavni problem, in tudi z tega vidika je ta poslikava zelo zanimiva. Tako da poslikanje so pa v glavnem prizori, se pravi, tistih problemov, s katerimi so ljudje prihajali sem na romanje in so jih potem tudi uspešno opravili. Kiparske stvaritve v tej cerkvi so imenitne in vrhunske. Seveda je glavni oltar tisti, ki izstopa. Avtorja glavnega oltarja doslej še niso odkrili. Gre verjetno za enega izmed teh baročnih kiparjev, o katerih še stroka nekako proučuje, da jim pripiše avtorstvo tega oltarja. Seveda v osrednji niši glavnega oltarja je Sladkogorska Marija, prekrasna podoba, ki je potem se tudi ponavlja v nekaterih freskah in pa seveda tudi na podobicah ljudi, ki so prihajali sem na romanje. Ko je leta 1744 pričel graditi Janez Mikec to cerkev, je seveda bil takrat, kot sem že rekel, barok v velikem razmahu. Takrat je nastajala tudi Kalvarija v Šmarju, takrat je nastajala Frančiškova kapela v Olimju in pravzaprav je bilo to sodelovanje med graditelji teh baročnih spomenikov verjetno izjemno živahno. Kiparskim delom in pa rezbarskim delom so takrat pritegnili tudi družino Merci iz Rogatca. To je bila zelo znana družina, ki je delovala v Rogatcu, kasneje so se preselili v Slovenj Gradec in Merciji so avtorji kar številnih kipov in pa te opreme v tej cerkvi. Prav tako je precej kiparskih del izpod rok Jožefa Gala, ki je deloval v Celju in je potem seveda opremljal to cerkev. In ravno po teh, ki sem jih omenil, kiparjih in rezbarjih izstopa tako Prižnica kot recimo obe spovednici, ki sta enkratni in jih ne vidiš v drugih cerkvah tako izdelane. Recimo na tej vidimo zgoraj tudi skesano sveto Magdaleno, na tej strani je sveti Peter in pa seveda vsi ti stranski oltarji v obeh nišah in pa oltarja na tej tako imenovani slavoločni steni. Zdaj število svetnikov in vseh teh upodaljujočih podob je tako veliko, da pravzaprav bi težko danes vse to predstavili in povedali o tem, kaj je kdo je. Skratka, celoten zbor, svetniški zbor je pravzaprav v tej cerkvi zbran. Posebno zanimiva pa je tudi tale oljna slika, to je slika Antona Cebeja, znanega slovenskega baročnega slikarja. To je Marijin sprejem v nebesih med svetniki. Ta slika je bila tudi na razstavi v Narodni galeriji v Ljubljani v času, ko so razstavljali baročno umetnost na Slovenskem in pomeni enega izmed vrhuncev baročnih stvaritev pri nas. Tako da tudi Cebej je bil prisoten v tej cerkvi. Orgle in orgelski del, ki je tu zadaj, danes sicer ne deluje, je zanimiv zato, ker je bil izdelan v tej Janečkovi orglarski delavnici v Celju in so seveda delovale, dokler pač niso vsi ti problemi z orglami nastali in so trenutno v mirovanju. Tudi klopi, ki jih tukaj vidimo, so pravzaprav delo družine Merci iz Rogatca. Klopi so zdaj restavrirane, zanimive so zaradi tega, ker imajo tudi te krogle posebej lepo oblikovane. No, naj povem, da so Merciji tudi oblikovali cerkvene klopi v cerkvi svetega Roka pri Šmarju, tako da to, kar sem prej omenil, ta povezava med graditelji teh baročnih
objektov, zlasti cerkva je bila zelo velika. No, to cerkev so dokončno zgradili leta 1754 in je seveda se takrat romanje na Sladko goro zelo povečalo. Sem so takrat dalje prihajali številni romarji in še danes pravzaprav je to izjemno pomembna romarska cerkev, hkrati pa tudi cerkev in pa umetniški kompleks, ki je izziv za umetnostne zgodovinarje in vse tiste zlasti barokiste, ki proučujejo to obdobje. No, leta 1784 pa je župnik Janez Mikec, ki je bil župnik v Lembergu, Lemberg je bila takrat župnija, preselil župnijo na Sladko goro in ta cerkev ni bila več podružnična cerkev župnije Lemberg, pač pa je postala samostojna župnija. Cerkev svetega Miklavža v Lembergu pa je postala podružnica Sladke gore. No, tu je prav zanimiva tudi zgodba, kako so seveda Lemberžani bili nad tem presenečeni, tudi nasprotovali so tej preselitvi, vendar se tu ni dalo drugače, tu sem je pač prihajalo toliko ljudi, da je bilo potrebno tej cerkvi dati določen status. Cerkev je seveda se v tem času, odkar je postavljena, skoraj da ni nič spreminjala. Bila je občasno obnovljena, freske so bile osvežene in pa vse to, kar je v tej cerkvi, je pravzaprav iz tistih časov, skratka staro skoraj 300 let. Skratka, cerkev na Sladki gori, v katerem smo, je vrhunski spomenik slovenske baročne umetnosti in predstavlja v našem umetnostno-zgodovinskem vidiku enega izmed vrhuncev baroka na Slovenskem. Na Sladki gori pa je bila tudi doma mama znamenitega pesnika Alojza Hergota, to je bila Dobnikova, ki se je potem z možem preselila v Graz in Alojz Hergot, kot tudi ga jemljamo kot slovenskega pesnika, je živel v Grazu, bil je akademik, doktor, predaval na Graški univerzi, zelo je bil navezan na Sladko goro in na kočo oziroma domačijo tukaj na gori nad to cerkvijo. In v svojih pesmih, v zbirki pesmi, ki je dal prav naslov Sladka gora in potem še v njegovih zbranih črticah Mesec med jablanami, opisuje pravzaprav prizore tega kraja in ljudi, ki so tukaj živeli. O Sladki gori pa je napisal tole pesem, ki je nekaj posebnega, posebno lepa. No, naj še povem, da je bil Alojz Hergot tudi naš častni občan, da smo bili skupaj. Tudi sam sem ga obiskal v Grazu in v tej pesmi pravi takole. Pravijo Sladka gora, sladki hrib. To svetlo ime je najbrž pustil tu nekdo, ki je po dolgem romanju okušal grozdje in orehe, mogoče zanjo, ki ga je sprejela kot mati, ki jo prosi prenočišča. Morda za voljo vetra, divje trume ptic, ki se pod soncem je igrala. V topli prostranosti vse to že zdaj zveni. Sladko in trpko pa sta si soseda, iz istih tal kot vino žene trobelika. Kdor tukaj vrt ima in hišo, bo skrben in ponižen dolgo služil, preden mu milostna jesen napolni sode. Njena, Marijina je ta dežela, pravi starec. Ko je sledila njemu, je tot mimo šla, tja, čez, med griče, med oblake, na jug, naravnost v luč. Tam cerkvice klečijo kot otroci in molijo prisrčno, naj se vrne. Od tu se poslavljamo. Iz teh gričev, teh vinogradov
med katerimi gledamo to krasno dvoturnsko romarsko cerkev Matere Božje, ki sija v vsej tej lepi zimski svetlobi. Želim vam lep december, lepe božične praznike, srečno in seveda v prvi vrsti zdravo novo leto. Vidimo se v letu 2021.